Nordijska hoja je ena izmed najbolj naravnih oblik gibanja, zato posebnega predznanja pred prvim korakom ne potrebujemo. Dovolj je, če si prej o nordijski hoji kaj preberemo ali pogovorimo z inštruktorjem nordijske hoje, ki nas opozori, na kaj moramo biti pozorni. Ključni del opreme pri nordijski hoji so palice. Nordijska hoja ne zahteva kakšne posebne opreme, to so športna oblačila. Super je, če so to aktivna, kakovostna športna oblačila, ki se lahko odvajajo pot. Najbolj pomemben del opreme so pravilne palice za nordijsko hojo. To so enostebeljne palice, ki morajo biti dolge toliko, da je roka v komolcu v pravem kotu, ko primemo palico za ročaj. Pomembna je pa tudi obutev, zlasti če hodimo po gozdnih poteh, je primerna športna obutev z takim podplatom, ki ne drsi. Nordijska hoja je primerna tako za rekreativce kot tudi vrhunske športnike. Primerna je za oba spola in za vse starosti. Vrhunski športniki, zlasti smučarji, tekači in biatlonci uporabljajo pri težkem treningu, ki mu pravimo imitacija. Rekreativci jo uporabljajo za izboljšanje kondicijske pripravljenosti, uporablja pa se tudi v rehabilitacijske namene in sicer po operacijah sklepov, poškodbah sklepov in kakšnih operacijah srca je tudi priporočljiva, sicer v zelo nizki intenzivnosti, ampak izkušnje kažejo, da dajo učinkovite rezultate. Kakšen tempo bomo izbrali, se odločimo sami. Nordijska hoja ponuja povsem počasno hojo, tisti z več kondicije pa lahko s palicami tudi tečejo. Pri pravilnem izvajanju nordijske hoje razbremenimo sklepe, zlasti kolena in kolke za več kot 30%, kar je prednost te dejavnosti pred tekom. Nordijska hoja je šport, s katerim se lahko ukvarjamo 365 dni na leto. Pozimi moramo biti previdni le na površino, da tla niso poledenela. Če pa so, si lahko na športno obutev nadenemo dereze ali krplje in v isti tehniki uživamo tudi v zimskem času. Osnovni korak nordijske hoje se imenuje dvotaktni diagonalni korak, pri katerem sta sprednja roka in zadnja noga diagonalno postavljeni, roka mora biti pravokotno pokrčena, palica pa zapičena na sredini med peto sprednje in prsti zadnje noge. Zadnja roka in zadnja noga sta iztegnjeni, palica v zadnji roki pa sproščeno spuščena na dveh prstih.